se slišimo? A se slišimo? Se slišimo. Veš, ono, ko je pritisk, da kaj pametnega poveš. Pa tako, nimaš nič pametnega za povedati. V bistvu najbolj pametna stvar, ki jo lahko človek naredi, je, da sebe posluša. Oziroma, najgloblji občutek, ki ga ima. A veš, občutek globoko v sebi, ke pač slutiš, da je nekaj res, da nekaj moraš narediti ali pa da pač ona zadeva, ke pač veš. In ne vem, no. Jaz veliko te zadeve ne upoštevam. Fulkrat se mi je že zgodilo, da pridem do enega problema ali pa pač do ene zadeve, ke bi se lahko lepo usedel pa razmislil oziroma se tako malo zamislil, pa ne mislim toliko razumsko, racionalno, ampak a veš, da se usedeš pa tako poglobiš malo vase, kaj si jaz mislim o tem, kaj jaz čutim o tem. In namesto tega grem jaz na računalnik, odprem Google pa grem iskat članke, kaj si drugi ljudje mislijo o tem. In sem se že velikokrat opazil, da to delam, in pol pridem do zaključka oziroma sem se vmes parkrat že ustavil pa si rekel, čakaj malo. Pa zakaj jaz zdaj iščem tule članke, kva si drugi ljudje mislijo o tej zadevi, zakaj the fuck se ne usedem pa razmislim, pa ugotovim, kva si jaz mislim o tem. A veš? Mislim, saj ne rečem, da je moje mnenje pomembnejši od mnenj drugih ljudi. Čakaj. Ne, v bistvu je. Za moj life je moje mnenje najbolj pomembno mnenje, ke obstaja. Ja. Ampak ni pa najbolj pravilen, ni nujno, da je najbolj pravilen. Lahko, da se jaz motim, tako da ni res. Zato, to je razlog, da grem na internet brat članke, ker mogoče kdo ve več o tem, ke jaz. Samo pazi to, večina stvari, ki jih jaz googlam, so te osebne, čustvene oziroma niti ne čustvene, ampak tako, no, a veš, te težko oprijemljive teme, ki jih moraš bolj čutiti pa živeti, ke pa o njih razmišljati pa pisati pa govoriti. A veš, to, ne. In če človek googla večinoma te zadeve, pol bo večinoma dobil mnenja drugih ljudi. A veš, ne toliko neke dokazljive, preverjene zadeve, ampak bolj mnenja, želje, mogoče določene uvide pa ugotovitve ljudi na podlagi lastnih izkušenj. Ampak je to toliko vreden, kakor da jaz grem pa si sam ustvarim svoje mnenje oziroma probam na lastni koži te zadeve. A veš. In je res, namesto da grem takoj na internet pogledat, kaj si drugi mislijo, ali pa da vprašam, a veš, bližnje ali pa ne vem, enega mimoidočega, a veš, pač nekoga drugega. Si lahko vzamem 5 minut pa ugotovim, kva si jaz mislim o tem. Evo, ena ugotovitev zadnje čase. Pol je pa še ena ugotovitev. Namreč, da nekako
opažam, da imamo ljudje mentalne modele. V smislu, da ljudje. Jaz se kar naprej oklepam mentalnih modelov oziroma predstav o življenju. A veš, ko life lahko živiš, lahko ga živiš direkt, v smislu, da si v tem trenutku tukaj zdaj, pa a veš, čutiš, kaj se dogaja in ga tako neke vrste, oziroma niti ne neke vrste, ampak kar ga intuitivno živiš. Lahko pa si ustvariš en mentalni model, pač neko predstavo o življenju, ki jo lahko razumsko razumeš. Veš, kaj problem je ta, da če živiš z intuicijo, živiš boljš, kar niti ni problem, to je krasen del. Ampak če živiš z intuicijo, ne moreš razumeti tega. A veš, vse, kar je intuitivno, je pač intuitivno, ne? Je globje zaznavanje in ni v glavi. In ne moreš pa z razumom, z racijom razumeti tega. A veš, pol smo pa eni, ki smo nagnjeni k temu, da bi radi razumeli, pa ubesedili zadeve, pa bi hoteli vedeti, oziroma še en korak naprej, hoteli bi vedeti, da vemo. Vedeti, da vemo. Se pravi, ne samo, da veš, ampak da veš do te mere, da vidiš logiko vsem skupaj in da veš, da veš. Sam, a veš, tega ne moreš narediti z življenjem. Lahko pa to narediš z mentalnim modelom oziroma z predstavo o življenju, z, rečemo, teorijo o življenju, ideologijo, kaj še kakšna sopomenka. A veš, lahko jaz živim po vrednotah, načelih, pravilih, pa vsa ta pravila, načela, vrednote itd. Spravim v nek sistem. A veš, pa lahko zdaj napišem, a veš, članek, knjigo ali pa miselni vzorec naredim magar, pa prav pokažem, lej, te vrednote se takole lepo dopolnjujejo, pa tale pravila sovpadajo s temi vrednotami, pa ta načela so tukaj, a veš, pa tako nekako nek miselni vzorec ali pa, kakor sem temu rekel, mentalni model si ustvarim, kako bi jaz rad živel, oziroma kako si jaz predstavljam, da life poteka. In kot sem rekel, ta mentalni model lahko jaz razumem, lahko vsak človek, ker vsak človek ima neko predstavo o lifeu. Redki so, da živijo life brez predstave o lifeu, ampak da živijo life direkt. Mislim, čakaj, predstava o življenju, pa mentalni model, oziroma rečemo temu model o življenju, različna stvar. Ja, predstava je samo pač tvoje izkušnje, ne? Kar je tudi neke vrste mentalni model. Ja, redki so, da živijo life direktno, večina nas ima mentalni model oziroma predstavo o življenju, zato ker jo lahko razumemo, ampak nas to, a veš, drži stran od lifea. Tako kot Ramdas pravi, in Ramdas, ta ti pecar. Še zdaj ga poslušam, mislim, da sem februarja letos, se pravi februarja 2020 ga začel poslušati, zdaj je november 2020, to je 9 mesecev in jaz sem ta Here and Now podcast
ki ga sicer ne vodi on, ampak ga ima Ragu Marquez čez. In pol on naredi nek uvod, pa pač predvaja nek posnetek od Ram Dassa iz, ne vem, 1960 neki, 70 neki, 80 neki ali pa 90 neki. In jaz sem 171 epizod preposlušal in zdaj sem začel od začetka, grem še enkrat čez. Ker je tako dobro to. To je tako najboljši posnetki, kar sem jih kdaj poslušal. Ever. No, in kar Ram Dass prav? Se bom zdaj spomnil, kva sem prej rekel. Ja, to sem rekel. Da ti oziroma mi lahko razmišljamo samo o modelu, o objektu, a veš, kakor da vidiš ti v svetu avto in pa si v glavi se ti ustvari podoba tega avta. Ali pa, kakor sem do zdaj govoril, model, objekt, pač predstava o tem avtu. In pol, kar delamo, je, mi razmišljamo lahko o tej predstavi, ne moramo pa razmišljati direkt o tem avtu. To je kakor ja, recimo, evo, pazi to. To je kakor, da imaš pred sabo računalnik, pa odpreš Microsoft Paint, pač najbolj osnoven program za risanje, in potem v Paintu narišeš avto. In a veš, šele ko si narisal ta avto, lahko zdaj s tem avtom operiraš, pa mu, a veš, spreminjaš barvo, pa mu povečaš kolesa, pa mu dorišeš kaj, pa mu odstraniš kaj. A veš, lahko zdaj šele operiraš z njim, ko ga imaš tam narisanega. Sam, a veš, ti operiraš z risbo dejanskega avta, ki je v resničnem svetu. In isto je v naši glavi. Mi ne operiramo z resničnim avtom, ki je v resničnem svetu, pa kle zelo lahkotno uporabljam besedo resnično. No, ampak mi operiramo z tem modelom, objektom, s to predstavo, ki jo imamo v glavi. A veš, in če smo več ali manj v svoji glavi, pa operiramo s temi zadevami, pol ne živimo life. Smo vedno, kakor Ram Dass pravi, smo vedno en korak, en trenutek odmaknjeni od lifea. Se pravi, life se zgodi, v naši glavi se ustvari predstava o tem in pol mi živimo life prek te predstave. Zdaj, če se pa človek prestavi nižji dol, v ta globlji občutek, dejansko, veš, če gledaš tako, glava, ne, je najvišji in pol greš globi vase, ne, v srce, želodec, bolj ta del. No, če živiš life z intuicijo, ga živiš pa direkt in si bolj živega se čutiš na ta način. Več pomena imajo stvari, več smisla ima vse skupaj, več te izpolnjenosti ali več. Pa človek se na koncu dneva boljš počuti. Če ni toliko v glavi, ampak se pomakne bolj nižji dol. Ne, basati, jaz sem zdajle koliko 10 minut rabil ali pa 15, da se tole razložil. Jesus Christ. To je smešno. Pa to mi je lih pa Ram Dass všeč, ko on predava, a veš, je pač takole sedi, ko jaz zdajle, oziroma, a veš, dajmo obratno reči, ne, jaz sedim tako, ko on tam in pač si vzame cajt, včasih naredi, presežem, naredi
oziroma je lansko leto decembra je zapustil svoje telo. Mislim, da je lansko leto decembra. Ja, pač tam sedi, predava in si vzame, a veš, tudi po 7 sekund pauze, pač tišino naredi. In mu ni bed, da si vzame to pauzo. In, jaz to večinoma poslušam zvečer, ko ležim v postelji, pa mi je tako udobno in si vzamem cajt in pač, tudi po uro, 2, ne. Ja, tudi po uro, 2 ga poslušam in itak, da je tak easy vibe in nimam nobenih problemov s tem, da dela take pauze in mi je to ful všeč v bistvu. A veš, ke večini folka se ful mudi nekaj povedati, pa zapolniti tišino, pa... Na drugi strani imaš ljudi in potencialno tudi mene, ki včasih nima nič za povedati, oziroma ki veš, da nimaš nič pametnega za povedati in pol zato probaš nekako zapolniti tišino, da noben ne bo pogruntal, da nimaš ti nič za povedati. A rabim imeti kaj za povedati? A veš, to zdajle, ko tule čičam pa pričam, a rabim kaj pametnega sploh povedati? Ne, ke to, pač, to lahko en posluša, pa če mu je zanimiv, a ne. Drugače pa je meni dobro. Jaz bi zdajle lahko gledal tamle v drugi sobi film. Pa sem imel prenešenega Jarhead iz 2005, ali pa na icu, se pravi yts.mx, na tej spletni strani se je pojavil film, če imena se ne spomnim, pač od Kristen Stewart, ki igra lezbijko, pa pol z njeno punco, z njeno punco, gresta do njenih za božič, ki jim pa ni povedala, da je lezbijka, oziroma ne vejo niti zanjo, za nobeno. In pol je pač, a veš, ta mala pripeljala domov eno prijateljico in zdaj so tam na praznovanju skupaj. A veš, to bi lahko gledal. Ali pa tule čiču pa priču. Pa mi je tole bolj zanimivo, je. Ja. Ko smo že pri filmih. Naredil sem 2 eksperimenta, ker, ne vem, jaz imam malo probleme včasih narediti stvari, zdaj, ke da sem tule neka posebna snežinka. Mislim, da imamo vsi probleme delati stvari, ke nam ni do tega, da bi jih delali. In kar se mene konkretno tiče, del, služba. Meni tako, ne vem, glih zato probam v lifeu najti nekaj, ke me veseli, ker mi je težko delati, a veš, hoditi na šiht, ke mi ni všeč. Glih zato dajem toliko veliko pomena na to, da najdem nekaj, ke mi je všeč, ne. Ke nekako je ta ideja, zdaj upam, da je res, ne, oziroma izgleda, da je res, da če nekaj rad počneš, je to lažje početi, kot pa stvari, ki jih ne rad počneš. Čakaj, sem jaz ravnokar rekel, da mogoče to ni res? Je itak, da je res. Če nekaj rad počneš, je to lažje početi, kot če nekaj ne rad počneš. Ja, bi se strinjal s to izjavo. No, v glavnem.
posledično razmišljam veliko o tej coni udobja. Oziroma, ko sem en spis napisal, sem to cono udobja poimenoval siva cona, oziroma the grey po angleško. Kaj to je tako najbolj beden del lajfa, ko v bistvu se odpoveš užitku, zato da se lahko odpoveš tudi temu, da bi bil prizadet, in potem si lih nekje vmes, kjer ni nobenih, močnih čustev, kakor, ful veselje, ful žalost, in je lih tako nekje, pač lih nekje v sredini si in life ni niti dober, niti slab, sam je. In si tam v svojem mehurčku, v svoji tej, rečemo, coni udobja, in to je to. Nisi zares živ, bolj si tako, ka ne, zombi, ka sam gre skozi life, zato da gre skozi life brez kakšnega pomena ali pa nič posebenega, samo pač greš skozi life, da greš skozi life, kakor sem rekel. In no, o tem veliko razmišljam zadnje čase, kva je to udobje oziroma ta cona udobja. Pa ugotavljam, da to, ne vem, saj jaz sem tak, da sem lahko res gnoj, presežem, da ni dna kle. In kar sem naredil, pazi to, mislim, sej, verjetno ste vsi taki, ne, da če gledate recimo en film, pa da pol pojeste preveč, pa pol ne telovate, pa ne greste ven, pa še neki naprej lenarte, se na koncu dneva počutite kot gnoj. Mislim, niti ne vem, kako se gnoj počuti, ampak okej, pač vsi poznamo to prispodobo, ne, se pač tako bedno počutiš, kot da nisi nič naredil, kot da je bil dan stran vržen, in tako, pač tako, ta občutek, ne. Ampak, pa bi si mislil, da mogoče je enkrat v lifeu tega občutka toliko veliko, se skozi leta nabere tega toliko veliko, da te to brcne v rit in se pol premakneš z mesta. Ampak ne. Jaz mislim, da ne. Da če nekdo lenar, ga to nikoli ne bo. Nikoli se ne bo tega toliko nabral, da bi se toliko beden feeling ustvaril v človeku, da te to brcne z mesta. Mislim, mora biti še nekaj več. Ali pa mora človek res postati zavesten. Mislim, mene je malo rit brcnil, ja. Ampak, ni una vseživljenjska brca, ka se ti bo zdaj life forever spremenil. Ne, pač en tako. En tak mini brc. To je to, kar dobiš. In si leta in leta v coni udobja bil in dobiš potem, kar se motivacije tiče, ne, in popotnice, da greš v drugo smer, da greš v pozitivno smer v lifeu, dobiš eno mini brco. To je to, nič več. No, in o tem sem razmišljal, pa si pa rekel, daj probam jaz pogledati en film in ga pogledam. To je bil mislim, da 2020, Holiday z Emma Roberts, pa ta model, ki ga niti sedaj se nam spomnil, v glavnem, pogledam film in pa ga še enkrat pogledam. Mogoče je bilo tako 20 minut vmes pavze, pač 2krat zapored sem pogledal film.
In pol jaz tako, čakaj malo, kaj pa če jaz to nadaljujem? A lahko jaz to nadaljujem? In sem ga pogledal še tretjič, pa četrtič, pa še petič. 5krat sem isti film pogledal v enem dnevu. Pač ja, več ali manj cel dan je šel za to, mogoče zjutraj sem en članek napisal, pa bil malo produktiven, pa ja, ok, nekaj je bilo od dneva, ampak cel dan je šel za gledanje tega enega filma. In kar sem ugotovil je, da je možno. Ja, jaz sem sposoben pogledati en film 5krat zapored. In že po drugem gledanju sem se počutil malo, jaz bi se rabo malo raztegniti, une pol ure joge bi zdajle prav prišlo, to bi kar pasal, ampak ne. Jaz nisem nič telovadil en dan. Sam gledal ta film, pa ja, jedel. Ja, to je bilo več ali to, film pa hrana. In ja, se lahko gnoj počutim, pa to ni, v tem ni nobene motivacije zares. Veš, da bi si kdo mislil, jaz se zdajle kot gnoj počutim, ker sem 2krat pogledal film, pa ker nisem telovadil itd., mogoče me bo to prestavilo z mesta. Da grem še malo bolj v to, a veš, še enkrat pogledam film, mogoče me bo pol to malo močneje motiviralo. Pa ne, ni. V delavcovni obdobju ni nobene motivacije, tako res. Globi, ko greš, si sam to naredil, sam globje si šel to. In potem, ko sem jaz ta film 5krat pogledal, sem pač sam ta film 5krat pogledal, to je to. Ok, potencialno sem ugotovil, da je to jama brez dna in da je fajn, če se ne gre v to res globoko. Ampak me to ni ustavilo, da ne bi pol še en eksperiment naredil. Oh my god, to se je zgodilo. Čeprav ja, ta film je pa boljši. Pol sem pogledal Long Shot. Long Shot iz 2019 je pa en mojih ljubših filmov, no. Igrata Charlize Theron pa Seth Rogen in pač, ne vem, če bi rekel romantična komedija, ker romantična komedija ima preveč tako plehko konotacijo. Ki je res dober film, no. V glavnem, ga pogledam, to sem ga pa razporedil tako. Sem si rekel, kaj pa če bi pogledal en film, ok, zdaj sem enega 5krat zapored, kaj pa če bi ga 5 dni zapored? In sem to naredil. Sem prvi dan pogledal zvečer ta film, pa drugi dan spet, pa tretji dan, ok, tretji dan sem ga gledal z bratom, pa njegovo punco. Potem še enkrat, pa še enkrat. Se pravi 5krat ta film in moram reči, da je težji. Da ne vem, ker je vmes spanje, to je vsaj moja teorija, ker je vmes spanje, se film bolj usede v psiho. In pol, ko ga naslednji dan, ko sem ga še enkrat gledal, je tako, pa to res že poznam. In se je nekako bolj usedel, kakor pa ko sem ga v enem dnevu 5krat. Ker tisto v enem dnevu 5krat se je sam pač tako v nek tak miš-maš v eno enoto spojil. Medtem, ko kle so bile plasti, če tako gledaš. Veš, sem prvič pogledal film, se je ta usedel v mojo zavest ali spomin, kakorkoli. In potem, ko sem ga še enkrat, je bila nova usedlina, čez ta prvo usedlino. Veš, lahko gledaš, kakor so neke plasti. Medtem, ko se je sam tako pač ena gmota velika. In je zanimiva izkušnja, no, ampak poanta je pa, oziroma ugotovitev je pa, da res cona obdobja nima dna in bolj, ko greš not, ja, sam bolj si not zabredel, to je to.
Pa to, no. Budizem. Smo prišli do budizma. Odstranjevanje stvari iz svojega lajfa. Predvsem navezanosti. A veš, jaz sem ful časa iskal, kako bi živel svoj life, ne? In ves ta čas kar je bil ta največji problem, je, da nisem bil dovolj skromen ali dovolj, ne vem, je ponižen ta prava beseda, ampak tako pripravljen si priznati, da ne vem, če so to čisto prave besede za opisati, kaj se je dogajalo v meni, ampak nisem bil pripravljen si priznati, da ne vem. A veš, in bom jaz pogruntil, kako najbolj živeti ta svoj life, kar se noben drug ne more zame to pogruntati. Ampak tako, a veš, ni bilo tega, da bi šel pa rekel, da je mogoče en pogruntil že ta najboljši način. A veš, vedno sem bil mnenja, da lahko edini jaz zase pogruntam najboljši način. Ja, se ga lahko, ne. Ampak vmes se je zgodil en ta premik v mojem razmišljanju, da mogoče je pa kdo že prišel do, 99%. In da jaz lahko vzamem tisto zadevo, živim po njej in samo še ta zadnji procent dodam, recimo, da bom naredil the ultimate way of living for me. In Buda, to, kaj je Buda rekel, to mislim, da je en najboljših načinov. Mislim, je vsaj zame odličen način, da ko je človek živ, oziroma da kdorkoli je živ, trpi na nek način, da v življenju je vsebovano tudi trpljenje. Se pravi, da takoj, ko si v tem svetu dvojnosti, takoj, ko imaš life, oziroma pozitivno stran, imaš tudi negativno stran. No, in da pač, trpljenje je del lifea. Da, pol je rekel, da trpljenje, to so zdaj te 4 resnice, ne, da trpljenje izhaja iz tega, iz navezanosti. Veš, ko se mi, jaz moram noge malo prestaviti. Ne vem, ko sem bil jaz mali, sem imel telo malo drugače strukturiran, ampak ful težko sedim dol časa po turško, oziroma da bi v tej meditativni pozi sedel. In mi gre malo na živce to, pa ne vem, od česa. Ja, mislim, da od vseh let sedenja so tele mišice klele. A veš, ta mišica spredi, ki nogo povezuje z trupom, ne. Mislim, da zaradi sedenja se je ta na tej strani malo skrajšala, pa ta na zadnji podaljšala in pol je to lih nekompatibilno z sedenjem v Burmese poziciji oziroma po turško, oziroma pač v teh meditativnih pozah, no. Okej, če gremo zdaj nazaj na to, kaj je Buda rekel, da vso trpljenje izhaja iz navezanosti. Attachment. A pa, kar nam dostikrat temu reče, the clinging of mind. Se pravi, da če jaz res nekaj hočem, da je tako, a veš, da se oklepam tega, pa to, tako hočem, da je. Pol, če temu ni tako, bom trpel na polno. Se pravi, če jaz hočem imeti nekaj,
pa nimam tega, trpim. Če jaz nočem imeti nečesa, pa imam to, trpim. Če je moja predstava, kako bi hotel, da je moj life ali pa kako da je svet, ni skladna s tem, kako svet dejansko je, trpim. Da lih to, ki se pač... Čak, da dam en konkreten primer. Recimo, jaz imam rad mir. Mir je ena najboljših stvari v lifeu. Stari, ko imaš sam mir, ko tako ne slišiš soseske, pa sosedov, pa ko stanovanje ne povzroča nobenega šuma, pa zdaj v kuhinji, ne vem kako, luč je začela piskati, ne vem, pač imam neko ledico, ne, in pol je razvila zdaj en pisk in pač vsakič, ko jem kosilo, ne, pa hočem imeti luč prižgano, mislim, oh my god, ta luč. Po svoje pol dober ratati starejši, ko si malo starejši, slišiš slabš in ne slišiš teh frekvenc. Recimo, te luči čez 10 let ne bom več slišal, te frekvence. Ali pa, pazi to, ko smo bila z bratom mala, ne, pa smo imeli doma tiste, a veš, ko imaš komarnike, mislim, ne komarnike, te mreže na oknih, ampak piskač, no, v glavnem, ko ga daš v vtičnico, pač daš v štekar in pa imaš zadeve, ki vdajajo nek von, pa komarje preganjajo s tem, ali pa imaš ki piskajo. In jaz ne štekam, kako malo to folk lahko doma. In mi smo imeli to doma, ki je šlo meni bolj na kurac k komarjem, presežem. Pol je zadeva not in sam piska skozi. Joj, da fucka, resno. Se rajš popikam, no. Da v glavnem, res imam rad mir. In, a veš, bolj, ko se oklepam tega, recimo, da zgori, da ropota soseda, ne, bolj, ko spet ropota, spet ni miru, bolj, ko se jaz oklepam tega, da hočem imeti svoj mir, bolj bom trpel, če nimam tega miru. In pol Buda naprej razmišlja, ne, da tretja, ne, resnica oziroma tretja resnica je, da je možno preseči trpljenje. In to tako, da se rešiš navezanosti. No, oziroma da pol še ta eightfold path, to 8 krako, rečemo temu, pot, kako se rešiti navezanosti in s tem trpljenja. Jaz imam lahko še vedno rad mir. Pa če to držim rahlo, da pač, a veš, ne, da je to res neka moja močna želja, ampak da je to samo neka rahla preferenca, da tako, če imam lahko mir, bi rajš imel mir, kakor pa hrup, ampak tudi če je hrup, bom jaz cool. A veš, to je ono stanje, v katerem človek pol ne trpi. Ker ti je pač karkoli je, tep je cool. Ali pa v bistvu bom zase govoril, ker to zadnje čase razmišljam, da če bi kaj jaz hotel v lifeu doseči, je lih to, da ne glede na to, kva se dogaja, da lahko pridem v neko tako stanje, da je meni vedno cool. Sam, a veš, to je pa ona res ultimativna nenavezanost. Ker takoj vsi verjetno takoj pomislimo, kako je lahko karkoli se dogaja, pa ti je vedno cool. Kaj pa, če te kdo hoče fentati?
pa je tebi še vedno kul. In odgovor je, da ja, da lahko priješ enkrat v to stanje, ki je tebi tudi v tem primeru kul. Mislim, ne kul, pač, če imaš izbiro, bi raje živel naprej, ne, valjda. Ampak se noš sekiral, pač, konc je mojega lajfa in pač v istem trenutku to sprejmeš. Ok, pač tako je, gremo naprej. Če je pol kaj naprej, ne. Ampak to hočem reči, da se pač ne sekiraš. Da pa priješ v to stanje, to pa je treba enega dela, oziroma mogoče ni treba toliko veliko dela, kakor sam biti pripravljen se prepustiti. V bistvu biti pripravljen umreti. To je to, ja. Se ne da umreš, ampak biti pripravljen umreti. Kar je praktično ista zadeva, če si pripravljen, ti mora biti vseeno, se res zgodi ali ne, ker pač ti si pripravljen, da to se zgodi. Zakaj jaz vedno pridem do tega? Mislim, zakaj je budizem tako enačen z smrtjo? Ker navezanost na življenje je mogoče tista zadnja navezanost, ki se je rešiš. Rečemo pa, da se ni treba te navezanosti rešiti na life, da si lahko navezan na svoje preživetje. Pa se vse ostalih rešiš navezanosti. Navezanost na mir, navezanost na red, navezanost na kakšno službo boš imel. Potencialno lahko pride človek v to stanje nenavezanosti, da pač ne glede na to, katero službo opravlja, a jo rad opravlja ali ne, oziroma ne, a jo rad ali ne, a je nekaj, kar bi hotel upravljati, ne bi hotel, ti je kul v obeh primerih, ker si pač v tem stanju, ker si toliko zen, rečemo temu. Zdaj bom šel še čez tole 8 krakov, ne vem, se reče 8 kraka pot. Tukaj Buda zastavil. In v bistvu je to način, kako se rešiti navezanosti. Pač te zadeve delaš in nekako navezanosti odpadajo od tebe. Ker ni, to sem nekaj časa rabil, da sem dojel, da težko je na sebi delati neposredno. Da pač imaš nek problem ali pa si na neki navezan, se pač oklepaš te zadeve in težko je delati na tem direkt. Je v bistvu nedirektna pot lažja. Se pravi, da ti recimo samo meditiraš, kar, recimo, da mene moti to, da včasih nimam mir in pol meditiram, pa s tem ne delam direkt na miru, pa ne miru, pa hrupu ali kakorkoli, ampak samo meditiram. In pol prek tega procesa meditacije ta želja po miru oziroma, gremo malo močneje reči, sovraštvo do hrupa, počasi kar začne odpadati oziroma se oddaljevati od mene in nisem toliko več navezan na to in pol kar enkrat je meni kul tudi, če je hrup. Da prek meditacije sam priješ v to stanje, kjer te zadeve, ki te motijo v lifeu ali pa na katerih hočeš delati, kar nekako same
se postavijo tja, ki se imajo za postaviti. Je sicer zelo počasen proces, ne, in pač kot zahodnjaki, ko uporabljamo razum, nam je zelo nelogično, kako lahko delaš neki X, pa bolj pomaga tej zadevi, kakor če direktno delaš na tej zadevi, na kateri pač hočeš delati. In ja, ta pot, ki jo je Buda zastavil, ne, je lih to, ne, da v bistvu ne delaš na teh stvareh, na katerih ne bi delal direktno, ampak samo živiš prav, in prav tle ni pravilno narobe, ampak prav kot. Saj jaz si ta prav, ki ga je on omenil, razlagam glede na svoj najglobji občutek, na intuicijo. Ja, pa smo spet cel krog prišli. No, glavnem, imaš The Eightfold Path in ta prvo je The Right Understanding. Se pravi, da svet razumeš na ta pravi način. Da, veš, ko pogledaš to resničnost, ki zdajle vidiš, pa slišiš, pa čutiš, da jo vidiš takšno, kot je, pa štekaš, kako so stvari sestavljene, kako stvari potekajo. In lih tle želje, hrepenenja in pač te navezanosti nam meglijo razumevanje, nam meglijo ta jasen pogled na življenje. Ker, a veš, če si lačen, boš videl samo hrano. Le recimo, da se peljemo čez, ne vem, je Ramdas isti primer dal, se pelje 10 ljudi čez mesto, pa je en lačen, ta drug ful hoče nov avto si kupiti, ta tretji je pohoten, tako da ni res, ta četrt bi si rad ustvaril družino, ta pet ne vem, ta pet je ne vem, ga nogomet zanima, je strasten navijač, in pol je še 5 drugih ljudi, ki ima vsak neke svoje želje. In ja, pač ta prvi, ne, mislim, da je ta prvi bil lačen, ja, ta prvi bo videl samo restauracije v tem mestu, ki se bojo peljali čez mesto. A veš, to je to, kar bo on poradil, hrano. Ker ta želja oziroma potreba po hrani narekuje, da kaj vidi v lifeu, kaj vidi v resničnosti. Ki je potreben, bo videl sam ženske, sam riti pa joške, pa ja, sam to bo videl. Ki hoče nov avto si kupiti, bo sam te avtosalone, ne, pa vse ta hude avte v centru, v mestu videl. In a veš, ti na tisto, na kar si osredotočen, no pa niti ne osredotočenost, ampak tisto, kar si želiš, po čemer hrepeniš, na kar si navezan, tisto določa, kako vidiš svet. In mislim, da je to Buda s tem mislil, da bolj, ko se tega losaš, rešiš, jasneje vidiš, kva je to tukaj. A veš, tvoje zaznavanje sveta ni več obarvan toliko z temi željami, ki jih imaš. No, in to je prva točka. The right understanding. In right, se pravim, right tle ni mišljeno kot right and wrong, ampak right kot pač ta prav način. Ne vem. Težko razložiti. Ta druga je the right thought. Se pravi, da imaš tudi čiste misli, oziroma da ko delaš stvari, jih delaš s pravim namenom. To je, da pač gojiš ta prave misli. Potem je tretja the right speech.
da tudi prav govoriš, oziroma tukaj si predstavljam predvsem, da govoriš resnico, da pač ne lažeš in da vse, kar pride ven iz tvojih ust, je res. In je v skladu s tem, kaj ti čutiš, da bi mogel reči, da kako bi ti mogel biti v svetu. Pol je četrta the right action, kar sej, tukaj je zelo logičen vrstni red, ne. Ta prva je bila, kako ti zaznavaš svet, ta druga je, kako razmišljaš, ta tretja je, kako govoriš in zdaj smo prišli do dejanj. Da pač kar delaš, je dober oziroma je prav. Pač ta prava dejanja, da izvajaš. Kar itak vsi vemo, kaj so ta prava dejanja, sam problem je, kaj je ta pravo dejanje, bi jaz rekel, da je najboljši kriterij oziroma edini kriterij za ta pravo dejanje pač ta naš najgloblji občutek, intuicija, po domač povem. Ampak problem je, ker večina nas zahodnjakov oziroma ljudi, ki veliko razmišljajo ali pa imajo analitično službo, kjer morajo razmišljati, ali pa ki imajo v lifeu preveč distrakcij in pač nismo več toliko v stiku z svojo lastno intuicijo, z tem, o čemer en kolega reče zdrav nagon, pač nismo toliko v stiku s tem in pol ne vemo, kva je prav. Ker ta zadeva, ki nam pove, kva je prav, mi je pač ne poslušamo. To da četrta the right action, potem je the right livelihood. Da s tem, ko se preživljaš, služba, po domač povedan, da je to ta prava služba. A veš, da to ni na področju igralništva, pa prostitucije, pa drog, pa preprodaje orožja, ampak nekaj, kar je za dobro človeštva, kar itak vsi nekako, če si priznamo, kaj je dobro za človeštvo, pa vse nas, pa kaj ni dobro, pač nekako vemo, kaj je prav in kaj ne. In ker veliko časa v življenju preživimo na delu, v službi, je že Buda vključil to noter. Se pravi, kako, s čim se ti preživljaš, da to mora biti pošlihtano. Potem je the right effort, kar je drugače od dejanj. Effort je, da se trudiš za ta pravo stvar. V smislu, da ena fajn spletna stran je, ki je tudi en model Fuju po imenu dobro razložil, drugače spletna stran je zenlightenment.net. No, glavnem, da the right effort oziroma ta trud je zato, da če je neka stvar že dobra v tvojemu lifeu, da se trudiš, da to ohranjaš, da je ta stvar še naprej tam. Če je neka stvar, ki je dobra, ampak ki ni del tvojega lifea, se potrudiš in to dodaš v svoj life. Nekako to zgradiš. A veš, lahko tako gledaš nove, dobre stvari, ki jih lahko dodaš v svoj life, pa že obstoječe dobre stvari, ki jih ohranjaš v svojem lifeu. Pa imaš pa že obstoječe slabe stvari, ki jih probaš dati ven iz svojega lifea in še une stvari, ki so slabe, pa ki niso del tvojega lifea, une pa pač jih ohranjaš tam, kot so, kot ne del tvojega lifea. Tako da ja, pač vse slabo probaš dati ven, vse dobro probaš dati not. In tle ni nobene navezanosti v smislu, da jaz hočem vse dobro in nočem slabega. A veš, navezanost ni samo, da ti hočeš nekaj, ampak je tudi, da nočeš nekaj drugega. Se pravi, da lahko gledaš kakor magnet, ne. Navezanost je in to, da
hočeš, da nekaj prije bližje k tebi, in to, da hočeš, da nekaj gre dalj stran od tebe. Takoj, ko nekaj potiskaš stran ali pa vlečeš k sebi, si navezan na to. No, ampak le ni fora navezanosti, ker tudi če je nekdo v povsem nenavezanem stanju, pa čist zen, rečemo temu, še vedno je tudi za tega človeka najbolj primerno, da pač počne stvari, ki so dobre, da jih počne, in ne počne unih, ki so slabe, da jih počne. Oziroma, ki mu škodujejo ali pa škodujejo drugim. Veš, se pravi, res ni fora navezanost, da delaš dobre stvari in ne delaš slabih. Potem je the right mindfulness, to je, da si prisoten tukaj, zdaj. Ja, da si pač v tem trenutku zdajle. Da ne razmišljaš, kaj je bilo včeraj, da ne razmišljaš, kaj bo jutri. Mislim, lahko se usedeš pa razmisliš, pa si kakšne plane ustvariš itd., ampak, a veš, da vedno, ko razmišljaš o prihodnosti, saj si tako predstavljam, razmišljaš o prihodnosti prostovoljno. A veš, ne da ti možgani kar servirajo eno misel in zdaj moš ti to misliti. Ne. Ko razmišljaš prostovoljno, ko nočeš razmišljati, ne rabiš razmišljati in ne razmišljaš. Takrat tudi, če ti možgani tole lahko razmišljaš, pa tale misel, pa ta zanimiva zadeva. Sam ignor, ne rabim jaz tega. Jaz sem lahko sam tiho v glavi in to je to. In mi je sam cool. No, in ta the right mindfulness, predzadnja točka, je lih to, da pač probaš biti tukaj zdaj in se ne obadati z čemerkoli, kar je izven tega. Pol je pa še zadnja, ki je pa the right concentration, kjer pa lih meditacija pride in gojenje oziroma učenje, kako biti skoncentriran na eno stvar. In ne multitaskati. Fuck multitasking. Naj ponovim. Fuck multitasking. Ena stvar naenkrat. Osredotočenost. No, in če pač teh vseh 8 narediš, the right understanding, the right thought, the right speech, the right action, the right livelihood, the right effort, the right mindfulness, and the right concentration, then, my friend, you will get enlightened. Ja, je pač človek je točno pogruntal, kako lahko kdorkoli pride do razsvetljenja. Sam, veš, fora je, da teh 8 moš vse v nulo izvesti in to ni toliko enostavno. V bistvu lahko rečemo kar, da rabiš svoj cel life, vse svoje moči usmeriti v to, da živiš na ta način. Pač svoj cel life moraš porabiti za to, da priješ do razsvetljenja. Pa še takrat, veš, včasih ni dosti. Ker ti pač ni bilo usojen, ni bilo namenjeno, veš, da tekom tega lifea priješ do razsvetljenja. Ne vem. Tako zdajle je tema tule, ne. In, oh my god, zadnjič, tako po noč spim pa sanjam. In pol, tako pač sem bil nekje
na eni, niti ne jasa, sam da zdaj razmišljam o tem, me je že strah. Pač tako je bil tam v daljavi, je bil en gozd, pa je pol bila pot v gozd, pa na levi je bila ena ograja, pa tako travnik, pa mislim, da tam so bili ljudje in jaz hodim proti temu, pa v daljavi vidim eno bitje. In jaz sem sam zagledal to bitje in evo, zdaj prav presežem luč, ok, luč. Mene je bilo toliko strah, me je ratal po noči. Jaz sem se sam zbudil in na glas zavpil. Tako prav zavpil sem, sam sebe sem zbudil, ne vem, a me je vpitje zbudi, ne, itak da ne. Ko sem to bitje zagledal, stari, koliko sem bil jaz prestrašen takrat. In potem sem mogel sam takoj luč prižgati, sedeti kle, ko sedim zdajle, pa 10 minut počakati, da sem se pomiril, pa da me je nehal biti strah. Kako me je lahko, pa niti ne vem, kva je bilo to bitje, ampak glih ta neznanost, mislim, da to me je najbolj prestralo, ker nisem vedel, kaj je to, kdo je to. To je bilo tako, predstavljaj si, da vidiš neko bitje, ki nimaš nobenega mentalnega modela, tako nobene predstave, kaj bi to bilo. Vidiš pa, da je čist zavestna zadeva. Da pač veš, da ta zadeva tebe vidi. Veš, da ta zadeva pač ve, da si ti tam. Ne veš pa ti nič o njej. In sam vem, da me je videla in da je vedela, da sem tule in jaz sem sam zavpil in ta krik je bil pa nekaj posebenega, majke mi, da nisem še enkoli toliko visok zavpil. Pa ni bilo cviljenje, ampak je bil tak rezek krik. Ne bom ga zdaj probal oponašati ali ponoviti. Pa tako zihar je, kakšen sosed to slišal. Mislim, ne, da imamo tule v bloku toliko tanke stene, ne, ampak pa če en na glas zavpije, ne, sred noči, ko je mir, ja, itak, da bo kakšen slišal. Ne vem, kako sem prišel zdaj na to temo. Tema je bila. Zdaj se boš počutil, kaj je luč. Jaz, ko sem bil mali, sem se bal teme. Tako konkretno. Pa ne vem, a prav teme, ali zato, ker sam takrat ni videti stvari. Oziroma je tako res najboljše platno za predstavljati si strašljive stvari. Ali pa bitja. No, in pazi to, enkrat sem mislim, da je bila 6 popoldne. Ne 6. 4? 4. Ja, mogoče je bila 4 popoldne, ko se jaz spomnim, da bi šel okoli Ljubljane na sprehod. Pač po poti spominov, ne. In ja, pač sem imel občutek, da pač to je nekaj, kar moram narediti in sem šel. Mislim, da nekaj malo pred 5 sem začel, kar pomeni, da sem 7 ur šetal in prišel okoli 10. Ne, 11. Ja, no, v glavnem, zelo pozen ponoči sem prišel nazaj, kar pomeni, da sem ponoči hodil čez Golovec. Sam ponoči, ne. In to mislim, da sredi tedna tako nobenega ni bilo gor. In
To je res tako en zanimiv občutek, ker sam tako poslušam, kdaj se bo kaj, veš, oglasil zraven, pa vsak šum, valjda, takrat spozoren, ne. In pol takrat razmišljam, če bi Jure, ki je bil mali, vedel, da bom jaz zdajle hodil sam po noč čez Golovec. Oh my god, to res ne bi bil zadovoljen. To bi sad tako, what the fuck, kaj s tabo narobe, človek, a si ti resen? Ali pa bi bil ponosen sam nase, veš, ker za človeka, ki ga je bilo strah teme, da greš po noč sam čez Golovec. Ok, no, vse je makedam, ne. Mislim, se je makedam. Potka je lepo narejena. Tako v bistvu res, Golovec je spedeno, ne, ni da ni. Pa Slovenija, ne vem, jaz imam tak občutek, da Slovenija je varna država. Ok, saj ne hodim neki zvečer ven, ampak vedno, ko grem, ne vem, no, pač nikoli ne pomislim, da se mi lahko nekaj zgodi. Tak, v redu občutek je, no, tule pri nas. Ja, sej, valjda, no. Če greš na kakšne napačne kraje, mogoče tako ob enih ponoči, to ni najboljš, ampak pač ne hodiš tja, ne. V glavnem Golovec se mi ne zdi, da je med njimi. Ali pač. No, ne vem, no, takrat, ko sem šel čez, je bilo v redu. Ampak ja, valjda, vsak šum je tako, a je medved, a je volk, a je... Saj ne vem, mislim, da... Oh my god, a res jaz zdajle razmišljam, a so na Golovcu medvedi pa volkovi. Mislim, nekako rekel bi, da ne. Sam ne vem, a veš, pač mestni človek. Nikoli se zares pozanimal ali pa... Saj sploh ne vem, kje v Sloveniji so medvedi, pa kje so volkovi. Mogoče ena stvar, ki ne bi bilo slabo vedeti. Če ne drugega, da firbec malo potešim. No, glavno sem kar tako prepričan, da jih na Golovcu ni, ne, ampak valjda, veš, ko je človek sam po noč hod, pa sliši zadeve. Ja, domišljija svoje naredi, no, v glavnem. Ok, morski pes, vem, da ne letam, ampak tako, tudi to bi se dal. Pač domišljija je res neomejena zadeva, je. In pol nekako se mi zdi, da ko odraščaš, kar ni več toliko cenjena. Da kar, če sanjaraš, pa če, ne vem, razmišljaš o hipotetičnih scenarijih, pa tako malo fantaziraš, pa, a veš, da uporabljaš domišljijo, ne, te kar kakšni postran gledajo. Ker pač to ni tako, a veš, odraslo pa resna zadeva. Pa si pa mislim, fuck you, man. Vse, kar smo ljudje ustvarjali, je prišlo iz naše domišljije. Vse. Mogoče, da je kaj prišlo iz opazovanja, ampak še takrat je domišljija igrala pomembno vlogo. Ja, zdaj sem tukaj nekaj pameten, kaj luč, da ugasnem. Oh, fuck me. Dobro, pač bi ga. Tema ka tema. Ali pa, a še kdo od vas ne mara plavati v morju, kjer ne vidi dna? Meni je to tako, tudi eno tako platno, kamor lahko moj nariše vse živo.
In to pa so morski psi, ne, veš, mislim, pa sej kle v Jadranu, mislim, saj slovenska obala, koliko je morskih psov? Vsake tok mogoče, da se en najde, ta veliki če. Ampak, a veš, ne, takoj, ko jaz ne vidim, kva je na dnu, tako je to je lahko, in mi je pač ful bedno. Ziher še kakšen med vami, ki to dela. Samo da ne vidiš dna, morskega dna, pa že je čist presranta. Mislim, še vedno, pa če gremo na morje, plavam in vse, ne. To me še nikoli ni oviralo. Ampak, a veš, neprijeten občutek. Kakor na avionu. Mislim, saj grem na avion, ne. Ampak tako, a veš, feeling, da se usedeš v eno kovinsko kišto, ki je nič od tebe odvisen. Nič od tebe odvisen, da bo prišla na cilj ali ne. V trenutku, ko se usedeš not in ko zaštarta, je nula od tebe odvisen. Ok, no, človeški faktor, ne, če je, ne vem, kakšen gor na avionu, ki hoče delati pizdarije, pa vplivati na to, da avion ne bo prišel na cilj, ok, pač onega človeka je odvisen od tebe, ne, ker pač ga lahko ne sposobiš, pa, a veš, pa pride avion na cilj, ne. Ampak načeloma nimaš kaj, tam pilot po svoje naredil in ostali svoje, ti sam čiči pa mol, da boš prišel v enem kosu tja, kamor hočeš priti. Mislim, sej avto, a veš, v avtu je vsaj občutek, da jaz vozim. Imam vpliv. Saj, ne vem, ljudje, mi pa nadzor. Ljudje pa nadzor. Hočemo imeti nadzore, koliko nam je to pomemben, ta občutek, da imamo nadzor nad vsaj enim delom lifea. Nesigurnost, neznanost nam je ena najbolj neprijetnih stvari, kar obstaja. Pa saj večina lifea ali večina vseh možnosti, kar obstaja in ne obstaja, je nam neznano. Nam je verjetno en toliko majhen delček celotnega lifea ali pa celotnega tega morja, vsega potenciala, toliko malo nam je znano, da nič čudno, da smo toliko navezani na to tukaj. A veš, lej, toliko veliko je vse skupaj, vesolje in zavest in Bog in narava in pač vse je toliko ogromen in mi smo toliko majhni v tem, da pol, ko nekaj imamo pod svojim nadzorom, se res tega uprimemo na polno. Veš, da pač vem, da sem majhen v primerjavi z vsem stvarstvom, ampak glej, tole tukaj pa lahko poštimam jaz. Tole je pa od mene odvisno, bo dobro ali ne, in bom pač naredil, da bo dobro. In pač se ljudje oklepamo tega. In verjetno odkle pride tudi navezanost. Ker je težko je biti nenavezan, veš, težko, ker nenavezanost, saj tista res prava nenavezanost, to, da ne živiš po nobenih predstavah, ampak da živiš life direktno, tako, kot se dogaja, v trenutku, ko se dogaja, je zastrašujoče po svoje. Ker to pomeni, da nimaš trdih tal pod nogami. Vsaj tako, kot si jih razumsko predstavljamo. Mislim, saj verjetno, veš, kaj je fora, da
ja, da nimaš trdih tal pod nogami, tako kot si jih razumsko predstavljamo. A veš, da imaš nek nadzor. Če imaš nadzor, če imamo ljudje nadzor, imamo občutek, da imamo trda tla pod svojimi nogami in da pač stojimo, a veš. In je pač dober občutek. Sam, če pa ni teh tal, če ni nadzora pod našimi nogami, pol je edina stvar, ki je lahko zares pod našimi nogami, naslednja stvar, ki je sicer boljša, ampak je manj, ni trdna, to je problem. Je drugačne vrste tla so to. Je vera. Da pač verjameš, da če padeš, te bo nekaj ujel. In da v bistvu, ker ni vera, ja, ne zagotavlja tal v klasičnem pomenu, ampak pač padeš in pol mogoče za trenutek nehaš padati in pol spet padeš in a veš, si v nekem stanju, kjer pač ni tal. Ampak pol potencialno lahko ugotoviš, da je mogoče boljš tako, da je manj trpljenja tam. A veš, ko po svoje, ne, lahko gledaš, če ni tal, potem padeš in pač padaš. Ne padeš, padaš. In padaš in se potencialno naučiš obstajati tekom padanja. A veš, da, ne vem, pač, a veš, padaš, pa mogoče ne li z 100 km/h, ne, ampak pač tako, počas in pač živiš tekom tega, ko padaš. Ne. Veš, predstavljaj si, da padaš in da nikoli ne boš padel na tla. Da boš cel life padel. In pol se pač nekako se naučiš živeti pa delati stvari tekom padanja. Ne. Pa mogoče, če kdo drug pada, si pol naučiš, kako si podajati stvari med sabo. Ne. Ali pa kako tekom padanja, ne, unga človeka bližje sebe potegniti, pa se lahko vmes nekaj zmenita, pa ne vem. A veš, si predstavljam, da bi se dal ustvariti življenje, padajoče življenje. No, kar sem hotel pa povedati je, da, a veš, v tem primeru si cool. Pač padaš, ampak to je to. Medtem, ker če imaš trda tla pod nogami, pa če v tem primeru padeš, se razbiješ v ta trda tla. Pač padeš na trda tla in to boli. A veš, to je ta. V enem primeru samo padeš in nimaš trdih tal, škoda, ampak nikoli se ne razlimaš po teh trdih tleh. Medtem, ker če imaš trda tla, tako kot si jih razumsko, kot sem rekel, predstavljamo, ne, da pač imaš nek nadzor nad stvarmi, ja, če v tem primeru padeš, je ful neprijetno, ne, ker padeš na trda tla. In vsi vemo, kako je pasti na trda tla. Pazi to. Ena zgodba. Smo bili v Novi Gorici, ker sem študiral v Novi Gorici, sicer v okviru Ljubljanske univerze, ampak na dislocirani enoti v Novi Gorici, v glavnem. Tam smo bili in smo šli dva sošolca, pa jaz igrati košarko, oziroma niti ne igrati košarko, ampak metati na koš. In pol pač tam mečemo na koš, čisto v redu, pač polagamo. Zdaj pa ne me basa, da se nam spomnim. Veš, ko pač žogo tapkaš in potem jo tapkneš od tla, greš leva noga in jo takrat že primaš žogo in pa še desna leva in jo pač položiš, ne, v koš. No, v glavnem, ja, valjda, ker jaz ne morem zabiti, ne, na koš, grem to narediti, skočim kakor lahko, jo lepo položim not, upam, da sem saj zadev v koš in pol ne vem, kva sem naredil,
čudno sem skočil, v glavnem. Sem v zraku že nekako narobe šel, da nisem imel več nog pod sabo in pol baje sem, ne baje, ampak sem kar na ploh sem prstal na beton. In pol Tomaž, en od teh dveh sošolcev, je to videl in je rekel, da so se odbol malo tal. Se pravi, da predstavljate si človeka, ki pade na ploh, tako z nogami, rokami, z vsemi štirimi na ploh, na beton. In pa se tako za 1 centimeter, saj jaz si tako predstavljam, no, mogo Tomaža vprašati, se odbije od tal in pol pač pade spet na tla. To je moglo biti tako smešen videti. Mislim, se je krohotel na polno. Mislim, da sta se oba smejala. Škoda, zakaj? Jaz bi raje to videl, ko pa doživel. No, v glavnem se tudi z mojega vidika je bilo malo smešen, ker res ne vem, ko sem lahko padel na ploh, tako celotelesni ploh, ne samo na trebuh. No, in to se lahko zgodi, če ima človek trda tla pod nogami oziroma ta nadzor. Ja, pa ko zgubiš nadzor, ne. Bam, takoj. Ok, jaz se moram zdaj malo razmigati. Politi spat. Jutri je nov delovni dan. Ja, ampak je zanimivo. Tole... Čakaj, kako sem to postavil? Ok. Tole je bilo bolj zanimivo, kot pa film gledati. Odvisno od katerega filma. Long Shot, fuck, ta film je dober. Pa Charlize Theron je huda. 45 pa vse, kada je 45 velik. Čeprav, ok, kakšne je res pri 45 ne zgledajo tako dobro. Ona je pa še zdaj huda na polno. Tako. Pa zgodba je smešna. Pa čeprav mi Seth Rogen ni najbolj... ni med mojimi najljubšimi igralci, ne, ampak tega filma brez njega ni. Tako ful dobro je odigral ta svoj lik. Kaj je zelo podoben vsem njegovim ostalim likom, ne, ampak tule je tako res pasano. Tako da ja, če kdo še ni gledal Long Shot, to je... A veš, to je zdaj zaključek večera. Ugotovitev večera, da folk mora gledati Long Shot, a res. Človek, a na tej noti boš zaključil podcast. Ja, na tej noti bom zaključil podcast. Tako da ja, upam, da ste se imeli fajn ta večer in uživite še naprej. Ajde.